Sem predstavnik druge generacije mesarije gostinstva Lečnik, ki sega že kar dolgo nazaj. Začeli smo dejansko z gostilno 66. leta, mesarijo pa smo začeli 90. leta, ko je bil oče na razpotju, ali bo šel, bi rekel, v penzion, ali bo svoje delo nadaljeval. In me je potegnil v ta posel. In tako smo od 90. leta rasli, se razvijali. Trenutno imamo 34 zaposlenih, imamo 4 poslovalnice, prodajo vršimo 70% preko svojih trgovin, 30% zalagamo, grosiramo šole, trgovine in različne ustanove. Gostinski del nam sicer predstavlja manjši del, ampak vseeno smo tudi po tem znani. V lastni predelavi delamo veliko izdelkov, pri katerih je osnovna surovina kvalitetna, večinoma lokalnega izvora. Zato, ker uporabljamo kvalitetno surovino, je v naših izdelkih izredno malo dodatkov. Prav tako je naša posebnost, da prekajene izdelke prekajujemo z bukovimi drvi, kar je na tem našem koncu redkost in to ljudje še vseeno cenijo. Za proces trajnostne transformacije v podjetju smo se odločili zaradi več razlogov. Prvi je bil bolj osebni, ker tudi jaz sam sem zagovornik neke ekologije, trajnostni. Drugi je bil tudi od moje žene, ki je navdušena nad vso reciklažo in nekim zaključenim krogom. Tretji pa je bil, da tudi kljub temu, da lahko naredimo čisto majhen korak, svet potrebuje več takšnih podjetij in ljudi, ki mislimo v tej smeri. Podjetje Lečnik je v pravem času pričelo s trajnostno transformacijo, saj smo pričeli z delom v času najhujše korona krize. In vsaka kriza je dobra odskočna deska za spremembe, ki smo jih zdaj v 5 mesecih nekako izoblikovali v strategijo, ki nekako vsebuje 7 takih ključnih zadev, ki jih morajo narediti v naslednjih 4 letih. Skozi celoten razvoj in naše sestanke smo se sami začeli zavedati, da že nekaj stvari delamo nevede, da jih moramo bolj poudariti, hkrati pa smo skupaj z našim ekspertom začrtali neko novo pot, ki jo bomo še lažje izpeljali v teh naslednjih korakih. Povezovanje z lokalnim okoljem, višja kvaliteta, varna hrana, z čim manj dodatki in neko iskrenostjo, to je nek naš nov moto, ki nas bo ločil od drugih konkurenčnih podjetij. Postavljen poslovni model, ki povezuje dobavitelje in kupce, bodo lahko v bodoče nadgradili z dostavljanjem malic in pa prehrane iz gostinstva.